Hello, zdravo. Za začetek najprej benč. Vse najboljše Janezu, ki je včeraj praznoval svoj 70. rojstni dan. Čestitke našemu velikemu krunarju v imenu Radia Koper. Sicer pa sem Armando Šturman v tokratno Arizono umestil dve vsebini, ki bi lahko bili tudi v nekakšnem daljnem sorodstvu. Najprej bo slišati klepet s pianistom Miho Renčljem o njegovi zbirki improvizacij z naslovom Collective Keys. Sledil mu bo pogovor z Žigom Murkom, širokopoteznim glasbenim ustvarjalcem iz Portoroža. Posnetek je na moje izrecno naročilo posnela in potem tudi posredovala kolegica Aida Kurtovič. Najprej torej Miha Renčelj, pianist in skladatelj, ki je v samozaložbi izdal projekt Collective Keys. Gre za serijo klavirskih improvizacij, ki jih je na svoji Facebook strani Miha Renčelj Music pričel izvajati januarja leta 2017. Miha je izvedel nekje 50 improvizacij, tako da se je materijala nabralo za dobrih 12 ur. Od tu naprej dobite pogovor, posnet 7. decembra v kavarni Centra urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani. V stilu osebne izkaznice predstavi Miho Renčlja. Sem Miha pianist, songwriter, klavir je moja straž od malih nog. Pa sem nekje na tej poti začel tudi odkrivati kompozicijo, in je pač z leti dopolnjeval. Se mi zdi, da mogoče ta projekt, ki bi ga želel predstaviti, ima veliko veze tudi s kompozicijo, ne samo z izvajanjem ali pa s klavirjem, tudi še nekaj več. Collective Keys 1, to je zbirka najboljših klavirskih improvizacij, ki sem jih naredil med februarjem in avgustom leta 2017. Izbral sem 4 najboljše izmed 50 in naredil album iz tega. Številka 1 najbrž pomeni, da načrtuješ nizati tovrstne improvizacije. Ja, tako je, točno tako. Če bo dovolj, se pravi, feedbacka ali pa povpraševanja, bi jaz vsekakor to rad nadaljeval, ker to zelo rad v bistvu počnem. Ampak ta projekt je interaktiven, se pravi tudi naslove za improvizacije so predlagali ljudje v komentarjih, jaz sem to prek Facebooka počel. Se pravi, tak interaktiven projekt in jaz verjamem, da ustvarjanje nima smisla, še posebej za glasbenika, brez občinstva. Zdaj sam sebi nimam navdiha igrati. Mogoče, če v nekem posebnem stanju, ampak načeloma je pa občinstvo tisto, ki da smisel projektu. Se pravi, če bo dovolj feedbacka, občinstva, povpraševanja, v smislu bom definitivno z veseljem nadaljeval ta projekt. In naredil tudi mogoče drugi Collective Keys 2 ali 3.
No, povej, kako je nastajal ta projekt, kako si ga delal? Ta projekt je nastal zelo, kako bi rekel, spontano, nenačrtovano enkrat, takrat, ko je v bistvu Facebook začel s temi live orodji, to je bilo nekje v začetku leta 2017, mogoče še malo prej, no. Vsi so nekaj objavljali na tem Facebooku in na družabnih omrežjih, vsi so delali te live videe, se pravi, so se javljali z terena, ne vem karkoli. Potem sem pa jaz razmišljal, zakaj pa ne bi jaz nekaj probal tudi mogoče, da izkoristim to orodje za promocijo, ne. No in sem prišel na idejo, kaj če bi jaz delal neke koncerte, v smislu virtualne koncerte, ne. In sem se enkrat prižgal kamero, zvezal te digitalne kable in začel igrati. No in potem sem videl, da nekateri ljudje so reagirali presenetljivo pozitivno in se tudi spraševali, če bo še in tako. Potem sem nekaj cajta to počel kar redno, ne, se pravi skoraj vsak dan. Pa sem čez nekaj časa videl, da čisto vsak dan pa ne morem, no, da je to vse le preveliko breme, ne, ker pol padeš v ritem in sem se pol odločil, da bom tedensko, ne, se pravi, sem delal neke take meditacije / improvizacije dolge od 15 do 20 minut, ki so imele svoj, kaj zvem, zaplet, vrh, razplet, nekaj, kar sem jaz pač čutil. Bil sem kompozicijsko nepripravljen in so ratele v trenutku. V napovedniku sem pa prosil ljudi, če bi z nekimi sugestijami ali pa čist igra asociacij predlagali, kaj bi lahko bili naslovi za to, ne? Ker ta dela so bila, kot že rečeno, nepripravljena in so potrebovala nek naslov, ne? In to se meni zdi v bistvu še najtežji pol od vsega zbrati, kaj bo pa zdaj naslov, ne? Ker je to v bistvu instrumentalno delo, je to majčkeno bolj abstraktno, ne? In ta v bistvu izbor naslova, zato sem pol prosil ljudi, če mi pomagajo. In po kakšnem 2-3 dneh se je zbralo nekaj teh predlogov za naslov, ne? In potem sem med temi, ki so bili zbiral in sem zbral tistega, ki se mi je zdel najbolj primeren po nekem mojem osebnem ključu. Načeloma je stvar potekala tako, da si vključil kamero oziroma snemalnik, ne, in si posnel to stvar. Ne. Pretežno so vse skladbe nastale tako, z razliko ene. Ne. Ja, v bistvu jaz sem, če zdaj tehnično, če govoriva, uporabljal MIDI klaviaturo in sampler.
Se pravi, ko bi zdaj to rekel, skladbe so ratale na ta način. Problem je, ker pri Facebooku oziroma pri vsakem live streamingu, ne, tudi če to delaš prek kakšnega drugega socialnega mreža ali pa ponudnika, pride do kompresije. Ne, se pravi, pride do, oni šparajo, ne, recimo tudi na drugi strani pri Facebooku pride na mono, ne. Če sem jaz v stereo igral, ne, bil moj output stereo, je prišlo pol v mono, kar se meni zdi pol, mislim, tako, no, pač na tej plati, to plato sem naredil pa pol zato, da izboljšam to, ne, da ponudim še nekaj več, ne, in z MIDI tehnologijo je to možno, ne, ker sem imel pač MIDI zapis, jaz sem zraven tudi snemal ta MIDI zapis, sem potem naknadno v postprodukciji naredil še enkrat ta eksport brez kompresije, ne. Kot si pa že samo omenil, ena skladba je pa posnemana v dveh tehnikah, se pravi Spring Awakening, po slovensko prebujajoča se pomlad, je pa snemana v dveh tehnikah in sicer se pravi samplerjem, tako kot so ostale in tudi z disklaverjem. Disklaver je pa robot, čisto ne vem, kako bi mu drugače rekel, klavirski robot, ki so ga posneli z Janezom Križajem v Gradcu, in analogni klavir, se pravi čist pravi klavir s strunami, so ga tudi snemali z mikrofonom, resonantno ploščo in vse, kar ima pravi klavir, s tem, da ima noter ugrajen tak mehanizem, ki kladivca v bistvu čisto robotsko, mehansko sporoža glede na MIDI zapis, ne. Se pravi, mi da smo imeli željo, da posnamemo še nekaj malo drugače, da se približamo mogoče še bolj zvoku, še bolj pristnega klavirja, ne. Druga varianta je bila, da bi jaz to še enkrat posnel na pravi klavir, ampak se nam je mogoče v tem trenutku zdaj zdela to lažja opcija. Sploh pa sem mogoče tudi želel ohraniti to kvaliteto, ki je bila improvizirana, ne. Se pravi, če bi se jaz to naučil, pa še enkrat zaigral, ziher ne bi bilo čisto isto, ne. Lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo v kakšnih pogledih to slabše, ne. Definitivno ne bi bilo pa tako, kakor je, in ta, rekel, ko je glasba improvizirana, ima en poseben naboj, no. Omenjal si kompozicijo, na drugi strani pa so to improvizacije, ne? Zdaj, kako ti vidiš, kako razumeš ta odnos? To si ful dobro vprašal. Eno je kompozicija, drugo je igranje, ne? Zdaj, kako to združiti tudi, recimo, ne? Da se to istočasno dogaja, ker se mi zdi glih to posebnost tega albuma, da ne vključuje neke blazne, kako bi temu rekel, miselnega procesa, recimo, ne, ko gre band v studio, naredi aranžmaje, se ukvarja z njimi 2 leti ali pa ne vem, kar pač vzame časa, ampak v glavnem tukaj je pa šlo za muziko, ki je v trenutku narejena, ne. Jaz sem iz trenutka nekaj potegnil, zaigral nek motiv, ki sem se ga spomnil
In potem me je on sam vodil v naslednji motiv oziroma naslednjo variacijo tega motiva in sem jaz izpeljal nekaj iz trenutka. Ne? In to se mi zdi v bistvu ta kvaliteta, ki je mogoče, ki se meni zdi malo posebna. Ne? Je pa to seveda zahteva, kot si že omenil, neko posebno znanje, se pravi ta prenos, da se nekako priklopiš na ta svoj notranji impuls, glas, da jemlješ iz sebe, ne? Da poslušaš sebe, hkrati si pa zmožen tudi to realizirati. Ne? Takoj, v bistvu. Ne? Mene je blazno fasciniral recimo Keith Jarrett, ko sem bil otrok, sem ga zelo veliko poslušal, recimo, ne vem, njegov Kölnski koncert, kjer je vidno, ne, da je to improvizirana glasba. Ne. On je zaigral nek, mislim, čudovit, ko bi temu rekel, koncert, čudovito glasbo, čist iz glave, v bistvu. Ne. Se vidi, da ni to bilo, ko bi rekel, ful neki planirano naprej. Ne. In to mene v bistvu inspirira in to se mi zdi, da sem v tem dober, no. In to sem se v bistvu tega projekta lotil, ne. Zdaj, to mi je bila mogoče tudi neka posebnost, ne, glede na to, da je danes zelo veliko preproducirane glasbe, no, vsaj za moj okus, ne. Premišljene, preveč premišljene, ne, da je vse se stokrat premislil, ne. Neki simpel, pa neki rekel, originalnega, pa neki direkt užilo, no. So se meni zdi na nek način bolj pristno. Miha, najbrž ne pričakuješ, da se bo tvoja glasba vrtela po radijih, ne? Lahko bi, recimo, namesto poročil ne bi koristilo. Ja, vem, kaj misliš. Je instrumentalna, meditativna glasba, ki zdaj ni rekel, format za, ali pa, kaj zvem, tipično programsko shemo slovenskih radijev. Mogoče, kaj zvem, kakšni posebni kanali, ne. Recimo moj oče sicer posluša nek piano radio, ne vem, ni slovenski, nek ameriški, no, v glavnem, ampak tam recimo je to, ne, da se skozi vrti klavir, ne, tam to bi šlo recimo, v Sloveniji ne vem, ne. Je pa taka glasba, kot si rekel, ja, da je uporabljeno za marsikero
priložnost, no. Ne vem, ali je to gledališče, je to neka reklama, lahko tudi, ne, ali je to viza za poročila, ne vem, ne, kdorkoli bi lahko vidi noter. Ne. Načeloma je to glasba, prek katere sem jaz osebno dosegel nek notranji mir, recimo, ne. In je moja veščina, kako sam sebe spraviti v mir, ne, in mogoče tudi koga drugega, ne. To je vas point, ne. Če komu ustreza ta način, se mi lahko pridruži, ne. Če pa ne. V času socializma je potekala kolektivizacija z namenom splošne dobrobiti, ne. Torej ta tvoja kolektivizacija tipk, ne, pa gre v tej smeri odklopa, ne. Ja, meni se je zdel smiselno, da dam naslov, ali pa da ne pojasnim, no, zakaj je naslov Collective Kiss. Gre za to, da poudarim, da je bil v bistvu ta projekt na nek način interaktiven, ne, in je, kako bi rekel, ljudje so sodelovali pri predlaganju, pri predlogih z naslovi, ne. Tudi se mi zdi, da recimo primerjavi s tradicionalnimi mediji, kot so radiji, kot ste radiji in televizije in časopisi, ne, se mi zdi bolj cveti ta kolektivni duh, kakor sem na družbenih omrežjih, ne. Medtem ko na teh tradicionalnih pa bolj se mi zdi se fokusira na individualnost, ne vem, posameznikov, osebnosti, artistov, ne, medtem ko pa na družbenih omrežjih, ja, se mi pa zdi, da bolj, ne, ta kolektivizacija, tako da jaz sam izkoriščam tehnologijo, ne, nimam nič s komunizmom, ne. Hvala, Miha Renčar.